Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je samostojna in od državnih inštitucij neodvisna ustanova. Bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil pri svojem delu spoštujejo pravice posameznikov in skupin. Predstavljam inštitucijo Varuha človekovih pravic, ki se ukvarja z varovanjem pravic posameznika do države in njenih ustanov. In opravljam torej delo, ki sta ga opravljala že moja predhodnika. Prvi varuh je bil gospod Ivan Bizjak, drugi je bil gospod Matjaž Hanžek. Varuhinja je vodenje institucije prevzela februarja 2007. 6 let bo skrbela, da javne institucije, ki delujejo v naše dobro, spoštujejo pravni red in vaše pravice. Področja dela obsegajo pravzaprav vse tiste točke, ki jih vsak od nas občuti, kadar ima neke stike z državo. Od upravnih enot do šolstva, do zdravstva, do sodišč in zaporov, tam sicer nimamo vsi opravka, pa vendarle, skratka povsod, kjer se človek sreča z državo in njenimi inštitucijami, ima vstop ali pa vpogled tudi varuh človekovih pravic. Ja, ugotavljam, da se ljudje vedno bolj zavedajo svojih pravic in da se na te pravice tudi sklicujejo. In kadar sami na tej poti pritožb niso uspešni, vedo, da je varuh tisti, ki jim lahko pomaga. Če vam pravice kršijo državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi lokalne samouprave, najprej skušate njihovo spoštovanje doseči preko različnih postopkov pri organih ali pred različnimi sodišči. Če vam ne uspe doseči, da bi bile vaše pravice spoštovane in če menite, da ste storili vse, kar se je dalo, je varuh pravi naslov za vas. Ja, tudi ta predstava, da bo varuh šel s pobudnikom, ne vem, na sodišče ali na občino in tam uredil stvari, je daleč stran od resnice. Pač pa varuh lahko naredi nekaj drugega. Preveri, ali so postopki, v katerih je pobudnik bil udeležen, v skladu z zakoni, z ustavo, in če ugotovi neskladje, potem ta državni organ ali ustanovo opozori na to neskladje. Naše izkušnje so ugodne. V večini primerov ta organ potem, če je bila ugotovljena napaka, to napako popravi. Dostikrat pa je seveda tako, da ni šlo za napako, da je pač človek postal, bom rekla, žrtev neke zakonodaje, ki ga nekako stisne in mu ne dovoli uresničevanja neke pravice. No, kadar je takih primerov več, potem ima varuh tudi možnost, da predlaga spremembo zakonodaje ali pa da se neka pravica uredi, bom rekla, za več ljudi hkrati. Tako recimo vprašanje izbrisanih ali pa vprašanje nekih drugih skupin, ki prosijo za pomoč pri uresničevanju pravic, ne vem, denacionalizacija in podobne zadeve. Varuh lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje iz vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Strokovno argumentirane ugotovitve o stanju spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji varuh vsako leto predstavlja v letnem poročilu. Z ugotovitvami redno seznanja tudi različne javnosti z namenom ozaveščanja. Varuh ne more obravnavati zadev, v katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki, razen če gre za zavlačevanje postopka ali zlorabo oblasti. Varuh tudi ne more obravnavati tistih zadev, ki jih obravnavajo preiskovalna telesa Državnega zbora. Postopek pri varuhu ima 3 osnovne značilnosti. Da je neformalen, se pravi, da ga lahko začne vsak, ne glede na izobrazbo, predhodno znanje, da je zaupen, se pravi, da to, kar se varuhu sporoči, ostane pač med varuhom in med pobudnikom in da je brezplačen. Seveda pa mora pobudnik dati varuhu pooblastilo, dovoljenje, da lahko raziskuje zadevo v njegovem imenu. In temu pooblastilu ali pa temu dokumentu, na podlagi katerega nas pobudnik pooblasti, pravimo pobuda in mora biti podpisana. Varuh posluje v slovenskem jeziku, pobudo pa lahko vložite tudi v svojem maternem jeziku.
Varuhu človekovih pravic lahko pišete na naslov Dunajska 56 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@varuh-rs.si. Če hoče posameznik, da njegovo pobudo obravnavamo, mora to pobudo napisati, podpisati in priložiti svoj naslov. Lahko je tudi elektronski naslov. Za pomoč varuha lahko pokličete tudi na brezplačno telefonsko številko 080 1530 ali se dogovorite za osebni pogovor z varuhinjo ali njenimi sodelavci. Dostikrat pa imajo ljudje občutek, da bo varuhova pomoč bolj učinkovita ali pa bolj zavzeta, če pride do osebnega srečanja med pobudnikom in mano. No, taka srečanja izvajam jaz sama, pa tudi moji namestniki. Te pogovore pa izvajamo tudi širom po Sloveniji. Vsak mesec imamo vsaj en dan namenjen zunanjemu poslovanju, ko gremo v različne kraje, ponavadi tam, kjer so sedeži občin ali pa upravnih enot in tam pač uradujemo in sprejemamo pobudnike. Predhodno svoj prihod najavimo v lokalnih medijih, ljudje se prijavljajo, tako da dobijo termin, kdaj lahko pridejo na pogovor. Če imajo pri nas odprto zadevo, potem vzamemo ta spis s seboj, če nimajo, jih prosimo, da prinesejo dokumentacijo, na katero se sklicujejo s seboj. Z varuhinjo se lahko pogovorite tudi po telefonu, in sicer ob torkih med 13. in 14. uro. Osnovne informacije o delu varuha lahko dobite, če pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 1530 ali obiščete spletno stran Varuha človekovih pravic Republike Slovenije www.varuh-rs.si.